Ok, dajmo za začetek povedati, kaj sploh pomeni drag queen in kakšne šove prirejate in kaj je tisti magic, da so ljudje tako navdušeni kot danes. Drag queen je v bistvu neka oblika umetnosti, kjer se večinoma zdaj gej moški, ampak to se zdaj tudi že spreminja, to delajo lahko že čisto vsi, ne glede na spolno usmerjenost ali pa spol. V glavnem taka oblika umetnosti, ki se oblačeš v neke potencirano ženske lastnosti, karikiraš ženske lastnosti, jih daš na 10. potenco, ali pa čist drugače nekaj predrugačeš, povzameš kakšne lastnosti, ki jih niso ženske, pa jih narediš estetizirane in ženstvene. Tako da to je pa v osnovi drag show, zabava. Glavni point draga je, da zabavaš publiko, da se imajo oni dobro, da uživajo. Tako da to je po mojem tudi ta X-faktor, ta cherry on top, a ne, zakaj ljudje imajo tako radi te drag šove. Se spomniš svojega prvega nastopa in kak je bil odziv publike? Se zelo dobro spomnim svojega prvega nastopa. Odziv publike, jaz sem delala takrat tudi Helenco, a ne, ker jo itak obožujem. Odziv publike je bil takrat super, sem dobila tudi stoječe ovacije, mogoče zato, ker so bili tudi moji kolegi vmes malo med publiko, ampak ti mi je pol dal da sem ratala zasvojena s tem, da zdaj hočem to skozi delati, skozi biti na odru, skozi performati. No, in ko greš na oder, si nekdo drug, imate te čudovite glamurozne obleke, make-up. Kako težko je pol preklopiti iz lika oziroma iz tega življenja v tisti everyday life? Ni težko, ker nekako naravno pride, tudi ko se jaz recimo zrihtam. Moj zadnja stopnja je, da si dam lasuljo gor in ko se jaz lasuljo dam gor, ko se pogledam, ko sem cela zrihtana, pol kar nekako avtomatično preklopaš na eno, se to je tvoja persona, ampak je nek dodaten layer gor čez, tako da v bistvu ta drag persona pride gor na površje. Pol, ko se pa spet daš ven, so pa pač druge prednosti, ti je pa veliko bolj udobno, pol začneš ceniti te moške bagi cunje, te teniske pa tako da je tak mehak prehod pač. Ja. Kako pa ocenjuješ to sceno, koliko je razvita in koliko je odprta tudi za druge, ki bi jih mogoče to zanimalo? Zdaj čist drag scena, trenutno v Sloveniji doživlja en preporod, pojavljajo se dnevno nove dragice, zmeri več nas je, tudi nek community smo, da se poznamo med sabo, da sodelujemo. Smo pa pač, zdaj odvisen verjetno katera, ampak smo ful odprte tudi zato, ker pač point naš je, da bi drag pač ponesle na splošno v Slovenijo. To se pravi, da ne bi bila samo za zaprte grupe, to se pravi samo za LGBTQ+ skupino, ampak da bi širše pač šel ta drag. Tako da mislim, da smo lih zaradi tega tudi toliko odprte, se pravim, odvisno katera, ampak jaz recimo si želim ful bolj na massive scale, pa da več ljudi to ve, ne glede na karkoli. No in recimo v Velenju, pa še posebej v manjših mestih, tega ne doživimo velikrat, kje pa vas lahko vidijo tisti, ki bi si želeli obiskovati vaše šove? Zdaj večinoma so drag šovi to se pravi v klubu Tiffany na Metelkovi ali pa v K4, to so bolj tak klubski drag, zdaj prav bolj performativni drag, pa da je malo bolj tako tudi artsy pa to, je pa, mi smo zdaj z eno našo hišo, drag hišo, smo začeli delati šove v Zorici, kar je tudi v Ljubljani nad K4, so pa malo bolj tako umetniški, bom rekla, pa bolj mogoče tako kukar danes tole, da je malo bolj gledališka scena mogoče kukar klubska scena, no, tako bom rekla. Kakaj je pa publika, tako pavšalno, kaj bi rekla? Na splošno publika na drag šovih je ful hvaležna publika, zmeri so ful navijajo, spodbujajo, ploskajo, veliko dajo od sebe in to dela to zvrst umetnosti še bolj čudovito, ker dejansko tisto energijo, ki jo dobiš pač od ljudi, to je nekaj neverjetnega pa nekaj najlepšega. A te prepoznajo na cesti brez make-upa? Dejansko se mi je že tudi zgodilo, da so me, večinoma ne, tako da je še to z tega vidika je fajn, ker ima malo zasebnosti še vseeno, ampak se mi je pa tudi že zgodilo, da so me prepoznali, pa je bilo ful lepo v bistvu, tako da me niti ni motil, sem bila samo hvaležna pol v bistvu. Ste bile pa danes tudi dobrodelne? Tako, danes smo se odločili pač skupaj z organizatorji, ker mi pač res meri po vsakmu drag šovu, drag stane, drag je pač drag, po vsakem šovu pobiramo napitnino. Danes smo se pa odločili, da bomo pač vse napitnino pobirali, ampak da bo šlo to za ljudi, ki so bili prizadeti v poplavah, da še na ta način nekaj lepega naredimo, pa contributamo to society, to se pravi v družbi. In hvala vam za to in hvala za super večer. Z veseljem. Hvala vama.